Tukaj ni tudi sina Gregorja, s katerim sta skupaj obdelovala sadovnjak v Kojskem, pa kljub temu ostaja prispevek v zborniku, če ne drugače. Torej, naslov mojega prispevka se začenja s citatom iz Kosmačevega pomladnega dne. Ta citat je bil izbran zelo namenoma, namreč gre za klic, s katerim Brika, mlado dekle iz Goriških Brd, prodaja češnje na Tolminskem. In ta citat se glasi: češnje, lepe češnje, sočne češnje, zadnje briške češnje. Zakaj sem želela ravno te Kosmačeve besede v naslovu tega prispevka? Zato, ker so češnje neka rdeča nit, ki teče med posameznimi besedili, s katerimi sem se v tem prispevku ukvarjala. In poglavitni prvi razlog pa je seveda ta, da je tudi Zoranov sadovnjak v Brdih, torej pod Skalco v Kojskem. Tam žal še nisem bila. Ta sadovnjak poznam zgolj po fotografijah in publikacijah, pa tudi po nekaterih dobrotah, ki sem jih bila deležna še v času Zoranovega življenja. Najprej sem se želela pravzaprav zahvaliti za to, da lahko nastopim s to temo, ker ko sem izvedela za to, da se ta simpozij v Zoranov spomin pripravlja, sem seveda takoj pomislila, da bi kot nekakšen omaž njegovemu ukvarjanju s sadjarstvom oziroma njegovi ljubezni do starih sadnih vrst, ki sva si jo delila, da bi pravzaprav pregledala to, kar je kot na dlani, glede na najino zanimanje. In to je, kako se v slovenski književnosti pojavlja motiv sadja, pa ne samo sadja, ampak seveda tudi sadnih dreves, predvsem cvetočega sadnega drevja. Žal ne vem, če se je mogoče že Zoran sam kaj ukvarjal s tem, pa tudi poudariti moram, da v najnovejšem naslovu tega prispevka je pravzaprav podnaslov Motiv sadja v slovenski književnosti. Ta podnaslov je zelo pretenciozen. Prvotni naslov je bil Motiv sadja in sadnih dreves v nekaterih delih slovenske književnosti. Tako da uvodoma poudarjam, da niti približno ne gre za kakšen celovit pregled, ampak poskus opazovanja ali pa deljenja bralske izkušnje. Verjamem, da marsikaj, kar bom povedala že kot profesori slovenščine ali pa kot vneti bralci, zelo dobro poznate. In bom tako na nek način z vami delila svojo bralsko izkušnjo, bolj bralsko izkušnjo, kot pa nenazadnje neke raziskovalne rezultate. Čeprav bi rada pravzaprav na začetku izpostavila te raziskovalne rezultate. In sicer, s čim sem se pravzaprav ukvarjala? Opravila sem nekakšen naključen pregled motiva sadja in sadnih dreves v nekaterih delih slovenske književnosti, tako v poeziji kot prozi in dramatiki, in to od realizma prek sodobne do najnovejše slovenske književnosti. Prvi del je bil namenjen pregledu motiva češenj in breskev ter drugih sadnih vrst v poeziji Lojza Gradnika. Kako bi se lahko izognila pravzaprav opusu pesnika Goriških Brd, če je Zoranov sadovnjak prav tam, ne? V drugem delu pa so predstavljeni motivi cvetočih ali zrelih češenj v prozi Cirila Kosmača, Ivana Preglja ter Ivana Tavčarja in poeziji Karla Destovnika Kajuha ter Lojzeta Krakarja. Sledi še schematski pregled motiva jabolk in jablane v poeziji Toneta Kuntnerja in Mile Kačič ter dramatiki Toneta Partiča in spominskih esejih Kajeta Nahoviča in Jureta Jakova.
Poseben poudarek na koncu pa je na mediteranskih sadnih drevesih, in sicer mandljevcu in figovcu, v poeziji Mile Kačič in Erike Vovk. Preden se sprehodim po odlomkih tistih del, v katerih se pojavlja motiv sadja in sadnih dreves, mi dovolite, da podam sklepne ugotovitve, s pomočjo katerih boste mogoče tudi lažje sledili literarnim odlomkom. In to je, da se motiv sadja in sadnih dreves v različnih vrsteh in vrstah slovenske književnosti pojavlja predvsem pri starejših avtorjih, ki so išli s podeželja in bili povezani z naravo. In sicer kot metafora ali simbol narodne in socialne prebuje, slednje še zlasti pri Kajuhu. Ker tukaj seveda zdaj ne morem predstaviti vsega, bom začela z Gradnikom, podala zelo nekaj kratkih ugotovitev oziroma citatov in potem skušala pravočasno zaključiti z drugimi še. Gradnik je v svoji poeziji motiv sadja in sadnih dreves uporabil večkrat in se tako na nek način oddolžil rodnim Medani in Goriškim Brdom, še zlasti tako imenovanih pokrajinskih pesmih, za katere sem prepričana, da jih zelo dobro poznate, v katerih je izrecno izraženo, da pesnik opeva vinogradniško sadjarsko podobo briške kmetijske krajine. Na primer v pesmi Šmartno iz zbirke Pot bolesti. Citat. Že stara, slavo venčana trdnjava stoji kot orlov gnezdo v srcu brd, vmes smokev, breskev, oljk in črnih trd. Ali pa v pesmi Molitev iz zbirke Svetle samote. Zopet citat. O, blagoslovi Bog nam naša trda opočna tla, naš up, naš pot in znoj, krvi nemire in grobišč pokoj. O, blagoslovi Bog nam naša brda, o blagoslovi hiše krov in hleva in latnike pred hišo, češen sad in breskev cvet in polni sod in kat, ko breme trd jeseni dozoreva. Če so že ravno zdaj omenjene tukaj trte, naj poudarim še, da v prispevku se žal nisem dotaknila grozdja oziroma vinske trte, ki seveda tudi sodi k sadju, predvsem zaradi tega razloga, da je Zoran bil sadjar, ne vinogradnik. Nekako pričakovati je, da se bo pri Gradniku pojavil motiv cvetočih češenj in tej veri se pesnik ne izneveri. V prvi zbirki Padajoče zvezde v pesmi Mors Victrix obžaluje cvetoče češnje, ki jih je doletela pozeba, in tudi v nezbranih mladostnih pesmih je pesem Bela črešnja. Tukaj pa sledi citat iz pesmi Motivi iz Brd 2. Ko bele krone so v bleščeči rosi, cvetoče črešnje na zelenem bregu, in ko metulji na veselem begu so beli cveti, ki jih veter nosi. Večkrat pa se v Gradnikovi poeziji pojavi tudi motiv cvetočih breskev. Tako je že v prvi zbirki Padajoče zvezde v ciklu Motivi iz Brd, zopet citat. Še gola je črešnja in mrtva je trta in ne zeleneše osušene trave. Le breskvini cveti, ko zvezde krvave gorijo v ogradi samotnega vrta. Motiv briških češenj in lepega mladega dekleta, ki jih prodaja, pa je v romanu Pomladni dan, kot sem omenila že uvodoma, uporabil še primorski ustvarjalec, tolminski rojak Ciril Kosmač, in to dvakrat. Prvič, ko mlada brika na prodaj prinese češnje koster na travniku, med katerimi je tudi prvoosebni pripovedovalec, srednješolski pop. In drugič, ko se pop na poti iz Tolmina, kjer je opravljal izpite, ponovno sreča z mlado briko, ki mu, ker je njegova mama na smrt bolna in se ji fant zasmili, podari papirnato vrečko polno češenj. Verjamem, da veste, kaj se s tistimi češnjami potem žal zgodi, tako da tega ne bi izpostavljala. Dodala pa bi, da so obakrat izpostavljene briki na mladost, živahnost in prikupnost, ki so sopostavljene sočnosti in napetosti češnjevih plodov, ter po adolescentni sram ob brikini naklonjenosti,
ki je izražena s tem, da mu češnje s prodajo, katerih se sicer preživlja, dodari. In zdaj citat iz pomladnega dne, kjer preosebni pripovedovalec govori o tem, kako je nesel tiste češnje domov. No? Češnje sem držal pred sabo, kakor bi nesel jajca in se od strani oziral vanje. Bile so temno rdeče, debele, nabrekle, sočne. Sama živa kri, sem v mislih kar nenadoma zaslišal razkričani Brikin glas, nato pa stričev hudomušni smeh in njegove bobneče besede. Ti si mi sama živa kri, z lasmi in kostmi bi te pozval. Kosmač je motiv češnje uporabil vsaj še enkrat, in to v avtobiografski noveli Ringa Raja, kjer pa so zopet povezane s proizvodnjo materino smrtnjo. Češnja, natančneje cvetoče češnjevo drevo, pa je rdeča nit, ki nas vodi do pregljeve matkove tine. Prav gotovo se vsi spomnimo, da rodi in potem umre prav pod češnjo na polju ob vasi Rožin. In zdaj z Primorske na Gorenjsko in Štajersko. Češnje se najmanj dvakrat pojavijo pri Tavčarju. Češnja v Selesnikovem lasu, polna zrelih plodov, je kraj ljubezenskega zbližanja, ki ni uspešno, med Jernačem izpod skale in Zalesnikovo rezo v Tavčarjevi pripovedi v Zali. Podobno neuspela ljubezenska zveza, ki se poraja pod cvetočo češnjo ob fantovem odhodu v vojsko, je tudi v Tavčarjevi noveli Postavčeva češnja. Postavčev Jakob za klobukom nese cvetočo češnjevo vejco, ki mu je dalo njegovo dekle Marjanica. O povratku iz vojske pa se zaradi padca s češnje, na kateri je zobal sladke plodove, potem, ko izve, da se Marjanica množi z drugim, tako močno poškoduje, da ohromi. In zdaj zopet poeziji. Belina češnjevih cvetov v Kajuhovem ciklu ljubezenske je hkrati znamenje nedolžnosti. Ja, nimam projekcije, tako da jaz ne potrebujem zdaj trenutno. Ne, mogoče. Sem mislila na začetku povedati, da sem verjetno edina, ki nimam projekcije, ampak nič hudega. Sem razmišljala o tem, da bi dala vse citate v projekcijo, ampak nisem. Belina češnjevih cvetov v Kajuhovem ciklu ljubezenske je hkrati znamenje nedolžnosti, ljubezni in kolektivnega upanja. Je nasprotje vojni, bela barva je barva miru. Oboje je seveda obet boljše prihodnosti. Verjamem, da ti dve pesmi Kajuhovi zelo dobro poznate, zato vas bom samo nekoliko spomnila na to in potem pohitela naprej. Bosa pojdiva dekle ob sorej, bosa pojdiva prek zemlje trpeče, sredi razsanjenih češnjevih vej se zjužem ti nežno dlani koprneče. Beli so beli češnji cvetovi, temni pretemni so talce v grobovi. In potem še v šesti pesmi iz tega cikla ljubezenske. Samo en cvet, en češnjev cvet, tehteč in bel, odlomi moja draga. Ne bom ga za klobuk pripel, ne bom ga v gumbnico sidel, odlomi ga, odlomi draga in tako dalje. In zdaj, motiv češnjevih cvetov se pojavi tudi v poeziji Lojzeta Krakarja, najbolj znana je njegova pesem Češnja v belem iz zbirke njegovih otroških pesmi Sonce v knjigi. Naj tukaj zelo na hitro dodam, da se žal nisem ukvarjala tudi z motivom sadja in sadnih dreves v otroški oziroma mladinski poeziji, tudi zaradi pomanjkanja časa, ampak tega ni tako zelo malo tudi v otroški in mladinski poeziji, pomislimo samo na Anjo Štefan in njeno slikanico Sadje z naše ladje. In zdaj pesem Češnja v belem. Spet se v našem vrtu češnja preoblači, zdržjem se umiva, z vetrom se krtači, a pomlad takšno lepo krilo šiva, da je prav zaresno hčerka nevoščljiva. Kdo je, se sprašuje, dal ji tole krilo? Kje so zanj kupili takšno lepo svilo? Ali se je sama naučila tkati? Ali pa nemara so doma bogati? Gleda in modruje. Vem, pomlad je mama, tudi moja včasih zame šiva sama, ampak kje je očka? Očka, tam si njini nad gorami sonce žvenkrta s ceklini.
Poleg češnje je drugi najpogostejši motiv sadja oziroma sadnega drevesa v slovenski književnosti gotovo jabolko oziroma jablana. Vendar jabolka večinoma v poeziji niso sortno poimenovana, nastopajo kot generični pojem za plod jablane oziroma sadež nasploh. Edino recimo pri tem izstopa, ampak pravim, nisem opravila celovite analize, Tone Kuntner svojo pesniško zbirko z naslovom Lesnika. S sortnim imenom poimenovana pa so jabolka v Partljičevi drami Moj ata socialistični kulak. In ravno jabolka so povod za prepir med veleposestnikom Medvedom in novim agrarnim kmetom Malekom. In sicer prav medvedove mošančike. To je sorta štajerski mošancel oziroma mošančka. In zdaj citat. Vaš mrkavec je klatil tisto mošančiko na meji, še zeleno. Mošančika pa ima veje na moji zemlji. Tam ležijo v travi in nihče ne sme stopiti na mojo zemljo. Si slišal, Malek? Partljič tukaj uporabi nekoč dobro poznano, nenehno prepovedovano, a vedno znova izvajano ravnanje otrok na podeželju, ki so težko čakali, da je sadje dozorelo in so ga rabutali oziroma hkrati še zelenega. Zaradi česar so pogosto nastradali, o tem tudi piše recimo Tavčar v besedilu Šarovčeva sliva. Ali so jih kaznovali lastniki ali starši, ali pa so nenazadnje imeli prebavne težave zaradi še nezrelega sadja. Malek medvedu ne ostane dolžan. Partljič pri tem uporabi drugo dobro poznano slovensko lastnost, namreč prepir sosedov zaradi meje. Malek bogatemu oblastnemu mejašu odgovarja naravnost alegorično in v duhu takratnega socialističnega novoreka. Zdaj bom prebrala ta citat, vas pa vabim, da si v mislih predstavljate oziroma se spomnite tega dialoga iz filma režiserja Mileta Kropčiča Moj ata socialistični kulak in seveda odlične interpretacije Boljeta Bibiča. Zato pa je socializem, da imamo tudi mi svoje drevo, svojo mošančiko. Zdaj so drugi časi, zdaj imamo socializem in bolševizem. In vprašam vas, čigava je jablana? Tistega, kamor je nagnjena, ali tistega, kjer ima korenine? Ne boste nas več eksploatirali pri mošančikah, dragi medved. Nisem bil zaston Stalinov vojak. Konec citata. Na koncu potem še sočno zapomne, česar kar vam bo prihranila. Ja, boste. In če smo se danes zbrali na Primorskem in je goriški prostor zaradi milega podnebja nekoč veljal za avstrijsko Nico, naj tudi zaključim z dvema izrazito mediteranskima sadnima vrstama, ki se pojavljata v poeziji Mile Kačič in Erike Vovk. To sta mandljevec in figa. In pesem Erike Vovk. Kamnita hiša, kupola borovcev, vzduh mokrih storžev, smolnih in lepljivih. Počasne zgodbe starih morjeplovcev, kot ribiške barkače trdoživih. Vozovi s črnim grozdjem naloženi, zmečkane jagode pod trsti v blatu in konji z vinsko trto okrašeni po gladkem čelu in po strmem vratu. Puhtijo figovci, žehti iz zemlje, krivulja griča se raztaplja v soncu, pretrga se tok misli, nekaj jemlje od mojega in me odnaša k koncu. Ta beseda konec je tudi prav kot naročena za to, kar bom povedala zdaj čisto na koncu, in sicer pesnik Jure Jakob je v eseju Drevesa zapisal: Ljudje in jablane umiramo, a spomin živi naprej, kot kakšna korenina, iz katere bo čez čas na istem lesu odgnalo nekaj drugega. Zato mi na koncu dovolite samo še eno misel. Ta prispevek je bil napisan v spomin na Zorana Božiča, ki nas je zapustil veliko prezgodaj. Svoj današnji nastop pa posvečam sodelavki in prijateljici, slavistki, ki prav v teh dneh tudi izgublja boj s hudo boleznijo, to je docentka doktorica Martina Mejak z Koprske pedagoške fakultete. Oba izredno pogrešam. Hvala.